Danes v Pomurskem dnevniku z novim letom davčne blagajne. Koncert pihalnega orkestra. Poskusno obdobje neprekinjenega ogrevanja. Mobilni rehabilitacijski tim za starejše. Vreme, jutri bo po večini sončno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V Sloveniji z začetkom uporabe zakona o davčnem potrjevanju računov z 2. januarjem 2016 uvajamo davčne blagajne. Da bi zavezancem omogočili lažji prehod na novi način izdajanja računov, je sistem poskusno stekel že 1. decembra letos. Pri uvedbi davčnih blagajn gre za sistem, v katerem so blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave Republike Slovenije. Tako bosta omogočena sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi, kar bo omejilo sivo ekonomijo. Vsak račun se šteje, ki je plačan z gotovino, to pomeni plačan z gotovino bankovci oziroma kovanci, potem s kreditno kartico, predplačniško kartico ali debetno, plačilo preko spleta, preko monete, v bistvu vse, kar ni neposredno nakazano iz tekočega računa na tekoči račun. Od začetka decembra je steklo neobvezno pošiljanje računov v potrditev FURS-u, prehodno obdobje pa bo trajalo od 2. januarja 2016 do konca leta 2017. Zavezanci, ki bodo imeli davčne blagajne, pa morajo izpolniti 3 pogoje. Prvi pogoj je, da vodijo poslovno evidenco in pa knjige. Drugi tak pogoj je, da izstavijo račune in pa da za ta izdani račun prejmejo tudi gotovinsko plačilo. Potrjevanje računov pa poteka na 2 načina. Prvi način je vezana knjiga računov, iz katerega izpišejo iz te knjige, potem pa davčno potrdijo na Ministrstvo za javno upravo, grejo na brezplačno spletno stran in imajo čas 10 dni po izdaji potrditi tudi ta račun. Drugi način je elektronska naprava za izdajanje računov. Ta pa je tako, da se avtomatsko tudi iz računalnika posreduje na informacijski sistem na FURS, se tam potrdi in dobijo povratno izdani račun, kjer bo čisto na koncu računa izpisala EUR koda, ki je enkratna identifikacijska koda in nam pove, da je račun bil davčno potrjen. Za vzpostavitev davčne blagajne morajo zavezanci predhodno urediti dokumentacijo. Se morajo odločiti, na kateri način bojo izstavljali ta davčno potrjen račun. Drugo je, da pridobijo namensko digitalno potrdilo, ki se veže na zavezanca. Potem tretje je, da morajo prijaviti poslovne prostore in pa potem lahko od 2. januarja začnejo delati z davčno potrjenih računov. Pri tem bo dolžnost kupcev, da račun obvezno prevzamejo in ga zadržijo neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Odziv na davčne blagajne je različen. Eni sploh ne vejo, kaj to pomeni oziroma katere račune in kdo jih mora izstavljati, kako bo to potekalo, ampak zdaj z obveščanjem tudi pa z razlago, kaj to pomeni, kaj rabijo, pa se že sprejme. Sicer pa bodo sistem morali zavezanci sprejeti že 2. januarja. Pihalni orkester Murska Sobota vsako leto pripravi božično-novoletni koncert. Tokrat ga pripravljajo v nedeljo 20. decembra v športni dvorani Osnovne šole 1 v Murski Soboti. Kaj vse pripravljajo, pa več v nadaljevanju. Simon Novak, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Kot sem dejala, pravzaprav vsako leto pripravite ta božično-novoletni koncert, tako rekoč govorimo o tradicionalnem dogajanju. Tako, zdaj vsa ta leta, kaj sem jaz dirigent tu zdaj pri Pihalnem orkestru Murska Sobota, smo pripravljali božični koncert, zato bo tudi letos 13. No, upam, ka ne bo nesrečen toti koncert. Se pravi, v nedeljo v športni dvorani Osnovne šole 1 ob 19. se bo vse pričelo. Kaj pa pripravljate? Letos se bomo spomnili, letos bomo obnovili malo Avsenika, zato ker je 60 let njegove skladbe na Golici. Žal je tudi njegova smrt v letošnjem letu. In pa spomnili se bomo obletnice rojstva Elvis Presleyja. Mogoče še kaj pripravljate? Tekom leta ste bili v različnih državah. Tako,
Spomnili se bomo malo, v katerih državah smo bili. V bistvu bomo malo balkanske glasbe bomo zaigrali. Dejansko na Hrvaškem smo bili, malo bomo Bregovića bomo eno skladbo zaigrali. Nekaj še imamo iz Srbije, se mi zdi nekaj takšnega. Malo bo zanimivo, malo mešano. Kako dolgo ste se pripravljali na ta koncert? Na ta koncert se v bistvu pripravljamo skoraj celo leto, ker skladbice damo gor na repertoar čez celo leto, te pa samo nekaj dajemo stran, nekaj vzamemo zraven, pa obnovimo. Koliko vas je članov in kako potekajo vaje, kdaj potekajo vaje? Vaje potekajo zdaj že zadnji 2 meseca zelo strnjeno, po 3-krat na teden. Drugače pa v samem orkestru nas je nekje 45, nekaj takšnega. No, pa da ostaneva še pri koncertu, ste morda povabili tudi kakšne goste? Tako, letos imamo spet, ker z njim sodelujemo večkrat, pevskega solista, tu domačina iz Murske Sobote, Igorja Lalovića. On je zmeraj pripravljen priskočiti na pomoč. Zdaj pa letos, ker bomo igrali od Elvisa skladbe, bo Igor zapel tudi 2 njegovi skladbi. Kakšen je ponavadi odziv obiskovalcev, se udeležijo vašega koncerta? Ja, ponavadi je zelo polno, no. V bistvu moram reči, za letos, če pridete malo prej, ko dobite sedeže, ker je dvorana na prvi osnovni šoli je sicer velika, ampak ne vem, gre nekaj 500-600 ljudi gre na sedeže. Hitro zmanjka prostora. Hitro zmanjka prostora, no. Zdaj pa, če si prideš kasneje, te pa moraš stati. Sicer pa boste s tem koncertom pravzaprav zaključili leto 2015. Kaj vas čaka v letu 2016 oziroma kaj se vam obeta v prihodnjih dneh? V bistvu zaključili še ne, še en koncert, če imamo še tik pred koncem tega leta. Za naslednje leto pa imamo predvideno, no, za sigurno je že gostovanje na Madžarskem v maju, potem za julij se dogovarjamo za Belgijo za en celi vikend. Bomo videli, v jeseni se tudi dogovarjamo nekaj za Nemčijo, ampak to še vse v zraku, no. Kar dosti priprav. Tako da vas čaka pestro leto, sicer pa morda ob koncu še velja omeniti, da je vstop na vaš koncert tale 20. decembra prost. Tako, vstopnine ni, v bistvu imamo samo prostovoljne prispevke, pač kdo lahko po svoji moči kaj da. Bistvo našega koncerta je v tem, ko zaključimo našo leto in pa ko popestrimo nekako ta decembrski čas in tudi nekaj damo za ljudi, no, neki koncert. Srečno torej v nedeljo in seveda hvala za obisk v studiu. Hvala lepa. V Pomurju je vzpostavljen prvi mobilni rehabilitacijski tim za starejše na domu, ki je nastal v Dosorju v okviru projekta Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v zmanjševanju zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih. Pri rehabilitaciji starejših po možganski kapi prihaja do izrazite neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Starejši nad 70 let in kronični bolniki niso obravnavani enako oziroma nimajo enakega dostopa do storitev rehabilitacije po možganski kapi kot drugi. Možganska kap sicer letno prizadene okoli 4500 Slovencev, okoli 20% jih umre. Le 10% bolnikov po poškodbah oziroma bolezni možganov je deležna ustrezne nevropsihološke in logopedske rehabilitacije. Na podlagi konkretnih izkušenj pri delu s starejšimi in odzivanja na potrebe so v Dosorju razvili program celovite in kakovostne rehabilitacije po možganski kapi. Osnovni namen rehabilitacije je doseči čim večjo stopnjo neodvisnosti in samostojnosti posameznika pri upravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti in vrnitvi v domače okolje. V okviru projekta Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v zmanjševanju zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih, ki je sofinanciran s pomočjo programa norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, so v Dosorju vzpostavili mobilno rehabilitacijsko službo za starejše na domu.
Ker je storitev samoplačniška, si prizadevajo, da bi bila dostopna vsem starejšim bolnikom in da bi se vključila med storitve, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi podeljene koncesije. Zaradi večjega zanimanja etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah na sistem daljinskega ogrevanja v Murski Soboti po neprekinjenem ogrevanju naj bi konec meseca v soboški komunali izvedli poskusno obratovanje. Neprekinjeno ogrevanje z znižanjem temperaturnega režima v nočnem času etažnim lastnikom omogoča večje udobje bivanja v stanovanjih in nižje priključne moči, ki so osnova za plačilo fiksnih stroškov ogrevanja, torej nižje stroške. Dobavitelj toplote pa lahko doseže nižjo jutranjo konico toplotne moči in izboljša učinkovitost sistema, so zapisali v komunali. Pri tem naj se poraba energije in s tem tudi stroški ne bi povečali. Poskusno želijo v komunali neprekinjeno ogrevanje izvesti v obdobju od 23. decembra do 4. januarja 2016. V tem času naj bi spremljali podatke, ki bi jih v obliki kratke analize tudi predstavili. Poskusno obratovanje pa ne bodo izvedli, ukolikor se etažni lastniki posamezne večstanovanjske stavbe ne bodo strinjali s poskusnim neprekinjenim ogrevanjem. Uprava za varno hrano je včeraj razkrila, da je podjetnik iz Vrhnike več let čebelarjem na črno prodajal paličice za zdravljenje bolezni čebel pod pretvezo, da vsebujejo le naravne sestavine. Slovenski čebelarji so tako na črnem trgu kupovali pripravke za zatiranje varoj pri čebelah, čeprav so vedeli, da ti pripravki niso uradno registrirano zdravilo in da obstaja možnost, da bodo ti pripravki škodovali tako čebelam kot ljudem. Oporečna naj bi bila celo tretjina slovenskega medu. Odkritje, da so slovenski čebelarji na črnem trgu kupovali pripravke za zatiranje varoj pri čebelah, čeprav so vedeli, da ti pripravki niso uradno registrirano zdravilo in da obstaja možnost, da bodo ti pripravki škodovali tako čebelam kot ljudem, je lahko le vrh ledene gore, pravijo na Nacionalnem veterinarskem inštitutu. V paličicah so bile nevarne kemikalije, je razkrila Uprava za varno hrano. Vprašanje pa je, kaj vse to pomeni za med, ki ga uživamo in ki ga na državni ravni reklamiramo kot zelo zdravega. V Sloveniji je okoli 10.000 registriranih čebelarjev, oporečna naj bi bila kar tretjina slovenskega medu. Z izdelki so čebelarje zavajali, da gre za naraven način zatiranja zajedavca, v bistvu pa so palčke vsebovale številne zdravju nevarne kemikalije, ki so prehajale tudi v med in satovje. Po kratkih novicah pa kot vedno sledi vremenska napoved. Kaj napovedujejo vremenarji za naslednje dni, pa v nadaljevanju. Danes smo imeli večinoma oblačen dan s temperaturami okrog 4 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krinskem parku Goričko namerili stopinjo nad lediščem, v Lendavi in Murski Soboti 2 ter v Radencih stopinjo več. Jutri bo po večini sončno, občasno bo ponekod tudi nekaj oblačnosti. Zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se lahko pojavi tudi ob morju. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru okrog ledišča, najvišje dnevne pa se bodo odgibale okrog 7 stopinj Celzija. V soboto bo po večini sončno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo na Primorskem bolj oblačno in lahko tudi megleno. Drugod bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Temperature v naših krajih se bodo v prihodnjih dneh dopoldan gibale okrog stopinje pod lediščem, popoldanske pa med 6 in 9 stopinjami. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri ob istem času na istem programu. Sicer pa preživite kar se da lep in prijeten večer še naprej. Nasvidenje do jutri.